26.5.08 direkt s slovenskega trga na Ptuju. Po dolgem času smo doživeli čudež, in sicer so tukaj turistke in turisti, ki niso iz Slovenije. Sedaj jih lahko opazujemo, zatem pa vam bomo pokazali, kako danes izgleda LTO, nekdanja lokalna turistična organizacija. Ptuj trenutno nima neke konkretne turistične organizacije za promocijo turizma, zato so takšne stvari, kot jih sedaj tukaj vidimo, takšne skupine pojmovane kakor čudeži. Gre očigledno za skupino penzionistk in penzionistov, ki so kljub vsemu, se pravi kljub zapuščenosti najstarejšega slovenskega mesta, zelo navdušeni. Skupina je zelo navdušena. Imajo vodiča, vidim, kolikor se ne motim, je to Martin Steiner. Ne trdim, ampak spominjam na njega, to je znani ptujski zgodovinar in tudi arheolog. Ja, je to on. V glavnem, 26.5.08 je dan, kjer smo dobili dokaz, da obstajajo tudi čudeži. Medtem ko se skupina tukaj nekako navaja na to stanje, vam pokažemo nekdanji LTO. Tukaj se je snoval ptujski turizem, kar je ostalo danes, si pa kar pogledamo. Nekaj zbledelih prospektov, nekaj glinastih značk kurentov, kurent, dve šalčki, grbe so potrgali po večini ven, ostala sta dva. In tudi na vratih je takšno boro stanje. Tam preko imamo TIC, turistično-informativni center, ki ima zbledele table, to vam bomo sedaj pokazali. Tako niso najbolj odporne na vremenske razmere in tudi odlepljene so. Torej, turistično stanje mesta Ptuj, turistična urejenost, od 1 do 10 po lestvici ocenjevanja, komaj da zadostno 2. In še ta komaj da zadostno 2, zaradi dela teh preteklih rodov, ki so mesto zapustili tako lepo, kot je v smislu arhitekture. 26.5.08, turistična skupina na Ptuju, dokaz, da se čudeži vendarle dogajajo.